Zdravo, sem Ana in poslušate podcast Pes in sok. V tej epizodi bomo prisluhnili okrogli mizi, na kateri sta novinarja Kristina Božič in Boris Vasov govorila o medijskem poročanju o Palestini. Okrogla miza je bila del seminarja Kolonizacija in osvobajanje Palestine, ki ga je v petek 17. novembra organizirala Pekarna Magdalenske mreže. V istem tednu se je v Mariboru sicer zvrstilo več dogodkov, vezanih na dogajanje v Palestini. Palestinski večer v Vitrinskem dvoru, Mariborski shod za Palestino in omenjeni seminar. Vsi dogodki so bili za Maribor presenetljivo dobro obiskani. Kot zanimivost, palestinski večer v Vitrinskem dvoru, ki je bil popolnoma kulturni dogodek, je obiskala tudi policijska patrulja. Po pričakovanjih je bilo okrepljeno policijsko varovanje tudi na sicer mirnem četrtkovem protestu, med drugim so bile nameščene kamere za argumentacijo zagotavljanja varnosti. Pustimo represivne aparate države, protestniki smo od oblasti zahtevali, da se naj aktivno zavzame za takojšnjo prekinitev izraelske invazije na Gazo in zaustavitev genocida. Zahtevali smo, da naj prizna Palestino kot samostojno državo in uvede sankcije proti izraelskem režimu apartheida. Četrtkov protest in petkov seminar je organizirala Pekarna Magdalenske mreže. Misli je strnila direktorica Pekarne Magdalenske mreže Urška Breznik. Ja, se mi zdi zelo pomembno, da smo v Mariboru v tem tednu izpeljali teden solidarnosti s Palestino in upam, da se ti dogodki nadaljujejo, ne samo zdaj v tem trenutku, ampak konstantno, zaradi tega, ker glede na 75 let okupacije, apartheida, sedaj tudi genocida, ki ga doživljajo Palestinke, Palestinci, je najmanj, kaj lahko naredimo, da na tak način izkažemo solidarnost, da pač vedno znova govorimo o tem iz različnih vidikov, tako iz humanitarnega, kot tudi iz političnega. In kar se mi zdi zelo pomembno je, da pustimo in da damo Palestinkam in Palestincem v Sloveniji, pa tudi tistim, ki se nam pridružijo preko spleta ali na protestu, kot smo prebrali govor, ki nam ga je Amit poslal preko spleta, tokrat, ko smo Ramzija Baruda poslušali, ki je posebej za nas pripravil predavanje, da jim damo besedo. Pa da hkrati tudi jih poslušamo, ko govorijo, kaj oni želijo, na kak način si predstavljajo upor in na kak način jim mi lahko pomagamo. Breznik je tudi vodila pogovor o medijskem diskurzu, v katerem sta sodelovala novinarja Boris Vasov in Kristina Božič. Pogovarjali so se o tem, zakaj je medijsko poročanje o dogajanju v Palestini tako pomanjkljivo in pogosto brez konteksta, zakaj sta kontekst in uporaba pravih besed tako zelo pomembna, kako bi morali nazivati izraelsko vojsko, če v primeru Hamasa govorimo o skrajnem gibanju in še marsičem. Zdaj pa besedo predajam Urški Breznik. Nadaljujemo z seminarjem Kolonizacija in osvobajanje Palestine in z mano sta Kristina Božič in Boris Vasov. Kristina je novinarka, po izobrazbi pravnica, kot je zapisala, piše veliko za neodvisni spletni medij Mešanec. Poznate jo tudi verjetno kot prevajalko za založbo Sofija, kot je zapisala, je zanimajo zgodbo ljudi, ki si prizadevajo za dosego pravičnejšega jutri za vse, ter za odpravo ovir, ki stojijo na poti. In pa Boris Vasov je novinar spletnega portala MMC RTV Slovenija. Z obema smo pred 2 letoma govorili o okupaciji Palestine. Lani smo se pogovarjali na konferenci Branje besede, branje sveta o avtonomiji medijev. Danes pa smo ponovno tukaj in bomo ponovno govorili o okupaciji Palestine, ter se morda malo bolj osredotočili na medijski diskurs, ki ga zdaj lahko vsi zelo očitno spremljamo v različnih medijih o dogajanju v Palestini in Izraelu. Sedaj, ko spremljamo, kako pišejo zlasti pač ti mainstream mediji, ki so tudi najbolj brani o dogajanju v Palestini in Izraelu, velikokrat lahko prepoznamo, da manjka kontekst, o čemer smo mi danes že precej govorili. Ampak morda, zakaj
je v medijih tako manjko umeščanja v kontekst in zakaj je to izredno pomembno, da je kontekst vedno prisoten. Jaz mislim, tako, glih prav Boris, se mi zdi na MMC-ju tudi, da se tako izredno pri teh prispevkih osredotoča ravno na ta kontekst. Zdaj, in to se mi zdi blazno dragoceno, ker je tudi, zdaj, kakor ne vem, kaj jaz berem, vzadnji zavedanje tega, da, oziroma spoštovanje do bralca, ne, da pred tabo je nekdo, ki ve, zna, ga zanima nekaj več in hkrati tudi razumevanje, da je potrebno ravno to, ne, pač nekako uokviriti, pojasniti, da to orodje za razumevanje. Zdaj, zakaj tega ni, ne vem, v časopisu, pa jaz bi si mislila, da na radiju pa na televiziji je mogoče podobno, pri časopisu so znaki, ne, in ponavadi, čeprav zato recimo zdaj na internetu ni več razlogov mogoče, ampak se pojavijo pa drugi problemi. Skratka, rečejo ti 3500 znakov, pa 2 okvirčka s 500, ne, to za občutek recimo ena dobra stran v Wordu. In v tem moraš, oziroma mora nek novinar pač pripraviti prispevek, podobno je po moje tudi pri televiziji. Tako da jaz mislim, da velikrat je problem neke ujetosti v, mislim, lenobe, pač uklanjanja danim nekim smernicam, in pa potem v bistvu nepripravljenost tega, da, ne vem, toliko in toliko časa delaš na kratkem tekstu, ker v resnici napisati kratek tekst, ki ti pa da vsa orodja, je pa zelo težko in hkrati tudi, da drži pozornost. Moj pogled je vedno, kaj nam lahko zgodovina pomaga, da razumemo sedanjo situacijo. Ker dejstvo je, da nam mogoče točno citiranje Balfourske deklaracije danes ne more kaj dosti pojasniti pa pomagati, predvsem, če razmišljamo o tem, kaj bo jutri. In tukaj se mi zdi, da okvir pa kontekst je prav, da ga damo, saj v nekih grobih okvirih, da ljudi tudi potem v bistvu nekdo ne preseneti, pa da tudi na nek način mislim, jaz osebno včasih se mi zdi, da razmišljaš, kaj bo druga stran povedala, da bo poskušala zmest ali pa ponovno zamegliti prostor in da v bistvu pa bralcu ali bralki ponudiš neko jasno razumevanje in da se znajde v tem. No. Ker mislim pa tudi, da tako, če govorimo samo o tem, kako je trenutno brezupno, ker je in je grozno, ampak mislim, da ne smemo pristati na to, da je to edina možna realnost tam. Ne. Tam je ogromen izjemnih ljudi, o tem, kar je Wafa govorila, ogromno in večina ljudi, ki je pretrpela take grozne stvari, si želi drugačne realnosti. In jaz mislim, da tako da zato se mi zdi, da je pomemben po eni strani kontekst, poslušati, dati tudi čas potrpljenje tem ljudem, ampak hkrati pa na nek način ne dovoliti, da nas kontekst definira v tem, ko razmišljamo, kaj bi lahko bilo drugače vnaprej. Če stvari ne razumemo, oziroma tako bom rekel, če se mi soočamo z dogodkom zgolj v tem danem trenutku in se ne soočamo s kontekstom, v katerem ta dogodek nastaja, smo pravzaprav obsojeni na to, kar ogromno ljudi čuti zdaj od 7. oktobra še posebej naprej, in to je ta nek čisto avtentičen in iskren in res doživet občutek ogorčenja in neko nerazumevanje. In se potem seveda zaciklamo v tem in potem pridemo do tega stanja, ko pravzaprav iz leta v leto ponavljamo oziroma slišimo ljudi ponavljati iste fraze. Ta konflikt je več kot, mislim, je tisočleten, je večen, je kozmičen, je verski, mislim, razumemo, o čem govorimo. Ne? In če ne razumemo konteksta, v katerem se te dogodki, napadi, odzivi na napade in tako naprej dogajajo, ne moramo razumeti, zakaj letijo rakete iz Gaze v Izrael. Tega ne bomo mogli razumeti, oziroma bomo prišli seveda do napačnega zaključka. Ne bomo mogli razumeti, zakaj recimo, zakaj Izrael zdaj napada Gazo. Če ne bomo razumeli
75-letnega konteksta, bomo to razumeli, ta odziv Izraela na Hamasov napad, izključno kot odziv na Hamasov napad, kar je en zelo majhen del zgodbe. In bi dal mogoče primer za primerjavo dogajanja v ZDA v zadnjih par letih. Leta 2020, ko je policist umoril Georgea Floyda v Minneapolisu. Takrat so izbruhnili množični protesti po celih ZDA. Mislim, da je bilo prvič, da so protesti potekali v vseh 50 zveznih državah. Predtem so bili protesti seveda že v Fergusonu zaradi Mikea Browna in tako naprej. Če ne razumemo zgodovine položaja temnopoltih Američanov v ZDA, od nastanka ZDA in seveda še prej na severnoameriškem kontinentu, ne bomo mogli razumeti celovitosti odziva na umor Georgea Floyda. Zakaj te ljudje požigajo svoje mesta? To smo slišali pogosto. Pogoste očitke zoper aktivizem Afroameričanov. Ja, to je občutek in to je spoznanje, na katerega smo pravzaprav, to je naš horizont lahko. To ogorčenje in nerazumevanje je horizont. Če ne razumemo, da je umor Georgea Floyda pravzaprav neposredna posledica enega dolgega niza, ki se začenja z prihodom oziroma prisilnim prihodom prvih sužnjev v Severno Ameriko, potem kako se sužnje lastništvo po državljanski vojni prelevilo pravzaprav v bolj perfidno obliko, ne bom rekel direktno sužnje lastništva, ampak odnosov države in oblasti prek policije do temnopoltih Američanov, ki jih je postavilo pravzaprav identičen položaj. In ta niz je zelo dolg, ampak je zelo jasen in to je zelo taka neka linearna, ravna črta, ki nas pripelje do Georgea Floyda. In to je ta kontekst. In če ta kontekst razumemo v primeru Amerike in mediji so po letu 2020, mainstream mediji so, vsaj jaz sem to opazil, začel bolj pogumno se mi zdi govoriti o kontekstu, govoriti o institucionalnem rasizmu, o rasizmu v policiji, o premajhni zastopanosti, o prepletih rasizma in kapitalizma in tako naprej, je težko razumeti pravzaprav, zakaj se te isti mediji ne soočijo s kontekstom v primeru Palestine. Zakaj tega minimalnega ekstra premisleka nismo zmožni kolektivno medijsko narediti. Ampak kontekst je glede vsake stvari ključen, še posebej glede stvari, ki pravzaprav uničujejo milijone življenj danes. Morda ravno to, zakaj mediji niso sposobni nasloviti nekih dejstev, ki smo jim priča, ko govorimo o Palestini, se pravi, zakaj je zelo težko gre medijem iz ust beseda okupacija, apartheid, neokolonializem, zakaj, kot je že Ramzi Barutna govoril, zakaj govorimo še zmeraj. In to v vseh velikih medijih se govori o vojni med Izraelom in Hamasom, zakaj govorimo o palestinsko-izraelskem konfliktu. Kaj mislite, da je temu vzrok? Je to povezano s tem, kar ste že omenila, se pravi neka lenoba ali pač to, da se ne boriš dovolj kot novinarka svoje prepričanja, ki jih imaš do neke teme, ali je pač zelo vpliva na to lastništvo medijev, vpliv kapitala? Jaz mislim, da v določeni meri lenova, ampak v tem smislu lahko tudi nevedenje. Jaz mislim, da marsikdaj tudi mogoče kdo pač ne ve, ne razume čist konteksta. Ampak lenova pa v tem smislu tudi, ker ne vem, kar si jaz predstavljam, ne, če imaš nekega urednika, ti bo rekel, ja, ampak odkje tebi, da je to apartheid, ne? Kdo je to ugotovil? Pa mu pa ne navedeš ta poročila. Ja, ampak a je to že sodišče, ne, odločeno. Zdaj, ni nujno, da je on, da njega poganja kakršenkoli drug razmislek, kakor sam to, ne, a bom jaz dobil zahtevek za popravek od izraelske ambasade oziroma neko jezno pismo, da želijo pač predstavitev drugačnega mnenja. Jaz mislim, tako moja izkušnja je, da je lahko v resnici sam neka ta nepripravljenost se soočati v bistvu z posledicami nekih jasnih drž in stati za njimi, zaradi tega, ker v bistvu druga stran je pa zelo dobro organizirana in teži, ne. S tem smo, ne vem, pa tudi mislim, da kolegi so imeli težave, recimo, če je prišlo do tega, a lahko pač označujemo nekatere skupine v Sloveniji neonacistične. Zdaj, jaz v resnici, mislim, tako imam včasih probleme, ker se mi zdi, da
človek premalo ve, pa premalo bere. Ampak meni se zdi, da recimo besednjak, ki se ga zdaj uporablja, torej naseljenski kolonializem, apartheid se mi zdi, da je prišel ven prav na nek način z BDS-om. Kampanjo v bistvu civilne družbe v Palestini, ki se je sama organizirala, ko je videla pravzaprav, da je Izrael zelo uspešno podprl Hamas zelo dolg časa, zato da bi ošibil Fatah, ko so potem v bistvu uspeli po letu 2006 oziroma 2007, ko so bile zadnje volitve, odrezati Gazo od Zahodnega brega. In so popolnoma razdelili v bistvu Palestince kot na nek način politično entiteto, društvo, narod, kakorkoli to imenujemo, glede na to, da kot narod so tudi begunci, ki so bili omenjeni. In so oni v bistvu, skratka, civilna družba se je organizirala in po zgledu Južnoafriške republike pozvala, ker se je zavedala ravno tudi teh razsežnosti v bistvu geostrateških, da cel svet jih podpre pri bojkotu, deinvesticijah in sankcijah Izraela, dokler ne začne spoštovati mednarodnega prava. V bistvu preprosto. Tako da to lastništvo, jaz ne vem, danes je prišlo ven, da je LA Times, po eni strani menda, da so nekih 12 ali še več novinarjem prepovedali pisati o Gazi in Palestini, zaradi tega, ker so podpisali neko pismo, ki kritizira način poročanja. Po drugi strani so objavili uvodnik, v katerem so se zavzeli za premirje, torej ustavitev ognja. Tako da, kaj je tukaj zadnji, ne vem, kaj pomeni, kdo je lastnik New York Timesa. Hkrati se mi zdi tudi, da je tako zelo pomembno poudarjati, da je veliko v bistvu judovskih kritičnih glasov, ki opozarjajo na to, da Izrael jih ne predstavlja, da sploh ne sionizem, v kar se je preoblikoval, oziroma v kar je pomagala tako Evropa kot Amerika, da je nastal, torej neka etnonacionalistična izključujoča družba. In te glasove, jaz mislim, da so na nek način vsekakor naši zavezniki in da jih je treba tudi v bistvu poudarjati zaradi tega, da ne pademo v to matrico, eni so eni, drugi so pa taki. Tako da to... Smo govorili o tem, zakaj se izrazom izogibajo mediji, se pravi. Ja, ampak tako, novinarji se mi zdi tudi, da je tako doskrat problem enostavno v želji te neke objektivnosti, enostavno potem rečejo, najlažje je, da povabimo v, ne vem, studio ali pa damo besedo nekomu, ki tako misli, pa nekomu, ki se ne strinja. Da pa ni vprašanje pa v bistvu, kaj so dejstva, kaj so neke stvari, ki se to mislim, da smo tako čisto v slovenskem prostoru smo že marsikaj rekli o tem. To ni uravnoteženo poročanje, oziroma to, jaz mislim, da ni tudi neko novinarstvo, ki je odgovorno do tega, kaj naj bi bilo. Če je novinarstvo to, da se skrbi pravzaprav tudi za to, da se tistim, ki načeloma ne morejo sklicati novinarske konference in nimajo PR služb, da glas. In da se je treba, je pa to zelo zoprno, ker te ljudje verjetno ne bodo hoteli govoriti z nami, verjetno nam tudi ne bodo zaupali. Ampak jaz mislim, da je to, zakaj se splača delati ta poklic. In redna plača. Ne tega podcenjevati. Ampak glede vprašanja Palestine konkretno, če smo sam, to je eno od vprašanj, mislim, glede različnih tem se bi lahko govorili na isti način, ampak v vprašanju Palestine, kar sem jaz ugotovil, kaj vodi novinarje, posamične novinarje, ker na eni strani lahko razmišljamo, kako mediji o tem poročajo in potem se zapletamo v ta vprašanja, kdo je lastnik medija in tako naprej, kar je čisto legitimno in relevantno vprašanje, ampak se mi zdi, da je, mene bolj vodi ta želja po razumevanju, kako individualen novinar razmišlja o tej, ko poroča o tej temi. In jaz mislim, da tukaj gre za nek tak toksičen miks. Po eni strani mislim, da je glavni razlog inercija novinarjev, jaz bi uporabil strokovni izraz, namesto nova bi rekel inercija. In to je, da ne želimo preizpraševati svojih lastnih neke uveljavljene terminologije, navajeni smo na nek jezik in na neke narative, ki smo jih že sprejeli ali pa so bili sprejeti za nas in potem v skladu s tem poročamo. Eno je čisto elementarno nepoznavanje tematike, o kateri pišeš in poročaš, in potem si pravzaprav sam sebe prisilaš v pozicijo, ko zavajaš ali pa ko
ne podajaš konteksta ali pa skratka daješ neko zelo ozko sliko. In tretji razlog je pa se mi zdi rasizem. Mislim, v zahodnem svetu so Palestinci, ko bi rekel, njihove trditve so vedno postavljene pod vprašaj, izraelske trditve oziroma trditve Izraela so pa vedno legitimizirane. In to se odraža v prvi vrsti na terminologiji, ki jo uporabljamo. Ko si rekla, zakaj se piše vojna med Izraelom in Hamasom. Ja, eno je inercija. To poenostavi pravzaprav cel problem. Lahko rečemo, novinarji razmišljamo, kako recimo z nekim omejenim številom znakov napišemo naslov, ki bo čim bolj recimo predstavil dogajanje. Recimo sam naslov, ali pa ne vem, neka kratka novica. Ne gremo v ekspertize, ne gremo v neke disertacije na to temo, ampak rabimo nekaj kratkega, sladkega, učinkovitega. In Izrael-Hamas na videz se ti zdi, ok, to pojasni, obstaja konflikt med to oboroženo skupino in na drugi strani med Izraelom. Kot je rekel Ramzi Baruch, to je seveda povsem, jaz mislim, ta framing je povsem napačen in pomanjkljiv, zato ker če gre za vojno med Izraelom in Hamasom, če je to okvir, ki smo si ga postavili za razumevanje dogajanja, zakaj Izrael napada bolnišnice v Dženinu? Zakaj Izrael, v Dženinu na Zahodnem bregu, ja, torej 100 in več kilometrov od Gaze. Zakaj preganja beduine na ozemlju Izraela, v puščavi Negev oziroma Nakab? Zakaj je moralo do zdaj umreti 4500 otrok do 6000, če štejemo še vse otroke, ki so zakopani pod ruševinami, če gre za vojno med Izraelom in Hamasom? Zakaj je razseljenih 1,6 milijona ljudi? Praktično skoraj cela Slovenija razseljena. Zakaj, če je vojna med Izraelom in Hamasom, ki ima 10-20 tisoč pripadnikov? In glavno vprašanje, če gre za vojno med Izraelom in Hamasom, zakaj so podobne ali pa enake razmere obstajale, mogoče z malo nižjo intenziteto, ampak enako kot zdaj, pred letom 87, ko je Hamas nastal? Zakaj je Izrael etnično očistil Palestino leta 48, 40 let pred nastankom Hamasa? Zakaj je okupiral Gazo 20 let pred nastankom Hamasa? Skratka, to so čisto osnovni parametri glede tega konflikta v navednicah, ki ti pravzaprav dajo, te morajo poriniti čez ta prag misli, da dojameš, da ne gre za vojno med Izraelom in Hamasom, ampak po mojem mnenju za vojno Izraela proti Palestincem kot ljudstvu. Tako da to je en razlog, zakaj razmišljamo o Izraelu in Hamasu, kar nam zelo poenostavi ta nek na videz kompleksen konflikt. Glede terminologije pa to, ko si rekla, zakaj ne govorijo medije o okupaciji, apartheid, kolonizaciji in tako naprej. Eno je zato, se mi zdi, ker so te izrazi, zato ker morajo legitimnost za uporabo teh izrazov mora priti iz Zahoda. Palestinci desetletja govorijo, da živijo v apartheidu, desetletja govorijo od leta 1948, govorijo o kolonizaciji njihove zemlje, o etničnem čiščenju. To je seveda vse dobro dokumentirano, arhivi so dostopni, napisano je nešteto knjig na to temo, pričevanja so jasna, dokumentirana, videoposnetke, vse imamo. Pa nismo uporabljali teh izrazov. Šele ko je prišel Human Rights Watch, ko je prišla Amnesty International in seveda tudi izraelska organizacija v celem za človekove pravice, ko so oni začeli uporabljati izraz apartheid, se je dodatno sprostil ta prostor v medijih, se mi zdi. In kar naenkrat smo mi postali bolj pogumni, v smislu, ja, zdaj lahko se sklicujemo na nekoga, ki ni vpleten v tem konfliktu, ki ni žrtev tega in ima seveda ta oznaka potem v naših očeh, mi se imamo za duhovnike resnice, neko legitimnost in potem začnemo bolj svobodno to navajati. Sam pri uporabi izraza apartheid. Ne vem, koliko poznate razmere v Nemčiji, nemških medijih glede tega vprašanja. Oni so nemogoče v Nemčiji govoriti o vprašanju Palestine. Delno iz razumljivih razlogov, delno pa iz seveda posebno iracionalnih razlogov. Deutsche Welle je njihov nemški javni portal, dv.com. Pred leti je prišel ven, lani ali 2 leti nazaj, je v javnost pricurljal notranji dopis,
ki je novinarjem prepovedoval uporabo oznake apartheid za Izrael. In zdaj si predstavljate, kako pravzaprav, to je ena od teh, bom rekel, nekih omejitev glede poročanja o Izraelu, ampak predstavljate si, kako to vpliva pravzaprav na koliko svobode potem novinar ima, da se lahko sploh sooči z realnostjo, ki je Izrael. Torej, kakršen je zares. Tako da, druga stvar glede terminologije je pa, če uporabljajo izraze, kot so, in jaz sem se nekako vzgojil v novinarja, ki skuša biti konzervativen, zadržan malo glede uporabe raznoraznih oznak, pridevnikov in tako naprej, ker mislim, da je lahko velikokrat neka gorečnost ali pa tudi kratkovidnost zavede in te zapelje v neko terminologijo, ki misliš, da pojasni, pravzaprav pa izraža bolj tvoje neke intimne pomisleke ali pa predsodke. Ampak izrazi, kot so okupacija, izrazi, kot je apartheid, tudi kolonizacija, to so pravni izrazi. To so izrazi, ki se jih da zelo preprosto, z različnimi konvencijami in zelo kratkimi definicijami pojasniti. Pa tega še vedno mediji ne uporabljajo. Jaz mislim, da eno je zato, ker se to zdaj načeloma niso, pa se bo to počasi spremenilo. Drugo je, ker bi nas uporaba izrazov, kot je recimo okupacija, na neki čist, bom rekel, intimni, neki čist notranji ravni prisilila, da se do tega opredelimo. Kako pisati o okupiranem ozemlju z neko hladnostjo, pa z neko, bom rekel, distanco. Mislim, ok, ne rečem, je treba, ampak jaz mislim, se ljudje izogibajo tudi teh izrazov s tem razlogom, da sami sebe distancirajo od tega vprašanja in ker če govoriš o apartheidu, če govoriš o okupaciji, je nekako jasno, kakšne so razmere potem. Razmerja in moči in odnosov in tako naprej med temi akterji. Ampak medtem ko, in recimo pogledajte recimo nekako spremljate javno televizijo. Recimo Nate Skrevsa. Ne bi o imenih, ampak bi o vsebini. In poslušajte, ko gledate poročila javne televizije. Jaz najraj rad grizam, kako se reče, roko, ki me hrani. To mi je res, to vam najraj namenil. Ko spremljate poročanja o dogajanju v Gazi ali pa kjerkoli druga poročanja o Palestini, poslušajte, kdaj boste zasledili izraz okupacija. Ali pa kdaj boste od javne televizije slišali, da je Gaza okupirana. In jaz mislim, da je velik, in seveda okupacija ni zadnji, ali pa okupacija ni edini okvir, znotraj katerega moramo razmišljati o tem, ker okupacija se je začela leta 67. Ko to ni konc okupacije, ne bi dokončno, po mojem mnenju, rešil tega vprašanja. Ampak je pa en velik del problema. In te formulacije se ne zazna. In jaz mislim, da veliko ljudi ne razume, tudi zaradi tazga pomanjkljivega poročanja, ne razume, zakaj Hamas napada Izrael. Zakaj? Ker Izrael valjda skozi ponavlja. Mi smo se umaknili z Gaze leta 2005, umaknili smo vojsko, umaknili smo naseljence, ki so živeli v nezakonitih naselbinah v Gazi. Kar seveda ne pove, pa moramo zato povedati novinarji, pa je, da je ohranil popoln nadzor nad zračnim prostorom, ohranil je popoln nadzor nad mejami in popoln nadzor nad ozemljskimi vodami. Izrael ima, ko slišite recimo, verjetno ste slišali pojasnila predstavnikov izraelske vojske, da rečejo, gledajte, pred napadom na sosesko v Džabali ali pa v Gazi ali v Khan Yunisu smo poklicali stanovalce te stavbe in jih opozorili, da bomo stavbo bombardirali, imajo pol ure časa, da jo zapustijo. In ok, prva reakcija je, kako lepo. Mislim, ja, ampak dajmo se vprašati, odkje Izraelu podatki o tem, kdo kje živi, kakšne so njihove telefonske številke. Izrael ima popoln nadzor, popoln pregled nad življenjem v Gazi. Ne mislim samo fizično z brezpilotnimi letali, ki konstantno brnijo. Oni imajo satelitske posnetke in ne samo satelitske, ampak tudi posnetke z dronov, popoln pregled, vsaj nad zemljo. Ampak imajo tudi, recimo Izrael ima nadzor nad registrom civilnega prebivalstva oziroma civilnim registrom.
To pomeni, če si ti rojen v Gazi in bojo to Palestinci, ki so tle prisotni, verjetno, mislim, neverjetno, gotovo bolj tehno in jasno pojasnilo, ampak kot sem jaz razumel stvar, če želiš dobiti dokument kot Palestinec v Gazi, mora biti to klirano, odobreno v Izraelu oziroma zaznano v Izraelu. To pomeni, oni ohranjajo popoln nadzor nad življenjem v Gazi, na Zahodnem bregu isto, ampak tudi v Gazi. In ljudje, javnost v veliki meri, po mojih izkušnjah, tega ključnega momenta ne razume. In zato ni jasno, zakaj prihaja, zakaj se upirajo, zakaj, ne bo reklo upirajo, ampak zakaj delajo pizzerije, če se je Izrael umaknil že skoraj 20 let nazaj. Ampak, če pa ne uporabljajo izraza, kot je okupacija, kot je apartheid, kot je kolonizacija, pa radi uporabljajo izraz skrajno in skrajnež. To pa tudi poslušajte, recimo, poročanje javne televizije, pogosto, ali pa če ne stalno, uporabljajo, vsaj so, do nedavno, ko sem slišal, konstantno uporabljajo izraz skrajno palestinsko gibanje Hamas, skrajneži in tako naprej. Kar je seveda z medijskega vidika, po mojem mnenju, povsem neprimeren izraz, ker je prazen izraz, ker je popolnoma arbitraren, ker je namenjen v praksi izključno za uradne sovražnike. Jaz sem imel recimo velik problem že, da se Islamsko državo označuje za skrajno, in velik problem imam s tem, da se Hamas označuje za skrajno gibanje, ker ne živimo v, kako bom rekel, v nekem normalnem svetu je ugrabitev ljudi, vzameš 70-letno žensko ali pa 15-letnega otroka in tako naprej, pogosto tudi ranjenega, na moped in ga odpelješ 5-10 km stran in ga zapreš v tunel, to je skrajno dejanje. Ja, izstreljevati rakete na izraelska mesta je lahko skrajno dejanje. Poboj civilistov absolutno v vsakem primeru je skrajno dejanje, ampak tudi vzeti orožje zoper vojaka je lahko skrajno dejanje. Ampak mi se moramo vprašati to, če je Hamas skrajno gibanje, torej če za Hamas uporabljamo pridevnik skrajno, kakšen pridevnik je potem za uporabljati za izraelsko vojsko? Ko pravzaprav upepeli celotne soseske, kakšen izraz skrajno, ni dovolj. Zato jaz mislim, da je nesmiselno uporabljati te izraze. Recimo BBC ima BBC je obrtniško lahko zelo kakovosten medij, lahko je pa tudi zelo manipulativen in servilen medij. Ampak ena pozitivna stvar, ki jo jaz pri BBC opažam, je, da oni recimo zavračajo uporabo izraza teroristična organizacija, ko govorijo o Hamasu. In so prišli ven z javnim pojasnilom, zakaj to delajo, zato ker je bila uporaba izraza teroristično na ravni medija znak, da se je medij postavil na neko stran, torej na stran proti tej organizaciji. In ta naziv uporabljajo zgolj, ko navajajo nekoga, ki govori tako o Hamasu, torej ko citirajo nekoga. Tako da ja, obstajajo neke prakse, ko lahko na neki ravni hladno in analitično govoriš o tem, ampak v Sloveniji, bom rekel, jaz razumem, da bi številnim ljudem zdaj izpadel kot apologet Hamasa. Ampak mene zanima korektno poimenovanje. Tako da, okupirana ozemlja, apartheid. In še ena stvar, in bom zelo kratek, ker zdaj sem gotov, da mi ta notranja ura ne dela, ok, pa da sem malo predolg. Ampak pomislimo na to, ko govorijo mediji o skrajnem palestinskem gibanju Hamas. Na drugi strani govorijo bodisi o izraelski vojski, včasih mainstream zahodni mediji govorijo, uporabljajo tudi uradni izraz izraelske vojske, torej izraelske obrambne sile. Če bi mediji uporabljali isti kriterij pri poimenovanju Hamasa, kot ga uporabljajo za poimenovanje izraelske vojske, bi morali Hamas imenovati s pravim imenom, z uradnim imenom, in to je akronim za Harakat al-Muqawama al-Islamija, islamsko odporniško gibanje. In če bi mediji uporabljali izraz islamsko odporniško gibanje, bi morali javnosti in se prvo postaviti vprašanje in potem na njega odgovoriti, odpor proti čemu? In potem prideš do okupacije. In medijska terminologija je zasnovana in uredniške politike so zasnovane pogosto, da se v kali zatre kakršenkoli razmislek in kakršnakoli kontekstualizacija. Zato govorijo skrajno gibanje, skrajneži in tako naprej in teroristi in s tem se debata zaključi. Kot je rekel Barut, to je namen, da se debata zaključi.
In to je to. Ja, potem lahko nadaljujemo s tem, da v medijih tudi prebiramo vedno znova, tudi v tem kontekstu, kako so zahodne države zaščitnice mednarodnega prava. Ne? In vsaka, tudi Slovenija se zdaj piše deklaracijo na to temo. Medtem ko naprimer glede na intervjuje, zgodbe pa komentarje, ki jih piše Davidova, vidimo, da zagotovo temu ni tako, da so zahodne države zaščitnice mednarodnega prava. In kaj lahko naredimo v bistvu, da dosežemo, da tudi mainstream mediji ali pa mediji, ki jih večina prebivalstva prebira, da pišejo take zgodbe, kot jih piše Davidova, pa to je eno, pa da pač se pogovarjajo z ljudmi, kot se pogovarja Davidova. Jaz mislim, da lahko sam svoje delo upravljajo, sploh ni treba, da tako isto. Ne. Kar je pa mene presenetilo, ko sem šla gledati to deklaracijo, čisto slučajno oziroma naključno nekako je prišla do mene, skratka odbor za zunanjo politiko Državnega zbora je, mislim, da je teden pa pol zdaj že nazaj, obravnaval deklaracijo o, mislim, da razmerah v Palestini in Izraelu. In mene v resnici, ko sem gledala, kaj je tam noter napisan, me je še dodatno razjezilo ob vsem, pač, kar gledam. In hkrati, mislim, kar mene tudi tako čisto enostavno kot novinarja oziroma novinarko, kot dela v Sloveniji, nekako spravlja ob živce je, da se ne pritisne na slovenske oblasti, da bi naredile kaj več. Oziroma, da naredijo kaj, če trdijo, da jim je za mednarodno pravo, da ministrica ne govori samo o tem, da se bo zavzemala za spoštovanje, za to, da se prepreči nekaznovanost. In recimo se mi zdi to zdaj, ker genocid postaja vse bolj, se zdi stvar, ki se jo prepoznava, ki jo prepoznavajo tudi strokovnjaki na tem področju, da tudi v bistvu izrazi, ki se jih uporablja, kažejo na genocidne namene v resnici trenutne izraelske oblasti. In če bodo rekli samo to, se mednarodno kazensko sodišče že opravlja preiskavo, bodo vse to oni zrihtali. Jaz mislim, da je nujno, da vemo, da to ni dovolj. Ne? Slovenija sodeluje pri tožbi proti Rusiji v primeru ruske agresije na Ukrajino na podlagi konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida. In prav tako, ni bila takrat sprožitelj, ampak se je pridružila, lahko Slovenija vloži tožbo zoper Izrael na podlagi konvencije zaradi njegovih v bistvu ravnanj trenutno na celotnih palestinskih okupiranih ozemljih, niti ni nujno samo za Gazo, glede na to tudi, kar se dogaja v bistvu na Zahodnem bregu. Slovenija lahko, v Sloveniji imamo možnost v resnici tudi pregona preiskave najhujših mednarodnih hudodelstev. To pomeni, da mogoče nek posameznik mora na državno tožilstvo pač oddati neko prijavo na podlagi univerzalne jurisdikcije, da Slovenija oziroma slovenski organi sprožijo preiskave in potem izdajo v bistvu naloge za aretacijo, pridržanje. To pomeni to, da v primeru, da bi se kakšen izraelski, general ali pa politik odločil obiskati Slovenijo, bi bilo zelo zoprno, ker ne bi vedel, ali bi lahko bil areteran. Ponavadi so to pač neke politične stvari, s tem se ne bo, verjetno ničesar spremenili, ampak so pa v resnici neka dejanja, ki vse nosijo v sabo neke posledice in vsekakor tukaj se mi zdi postavijo stvari v kontekst. In hkrati, če Slovenija to naredi, je potem tudi vprašanje in sankcij, ki smo videli, da se jih lahko izvede v primeru Rusije in Ukrajine, pač umika diplomatov, ki zdaj razlagajo, da jih mogoče ne bi, glede na to, da bodo postale stalna članica Varnostnega sveta in da želijo pač komunicirati in imeti možnost. Slovenija, kakor res, ima še vedno trenutno eno odprto dovoljenje za izvoz orožja oziroma vojaške opreme v Izrael ali pa uvoz iz Izraela v Slovenijo. To je bilo glede na 2022 in to dovoljenje se je verjetno uresničilo v letošnjem letu.
Torej, lahko v bistvu pač da embargo vojaški, tudi če to niso neki milijardni posli, kakor vemo, da se dogajajo v Ameriki, je potem vprašanje, ok, torej potem ne bomo izgubili kaj dost, naj to naredijo. In ne, če pa nočijo, zaradi tega, ker bo to imelo prevelike posledice, se je pa treba zavedati, da tudi s tem majhnim pač sodelujemo pri tem, kar se dogaja. Ne? Torej, ni to kmal. Tako da to, kar se tiče po terminologije, se pa meni zdi, kakor je to sicer, mislim, jaz še ne bi čist obupala nad mednarodnim pravom, človekovimi pravicami, ker se mi zdi, da je to še vseeno orodje, s katerim se mogoče lahko upira proti centrom moči, upiramo proti centrom moči, pač zahtevamo njihovo spoštovanje, ne da nekako postanemo zelo cinični. In tukaj, glede na to, kar je Boris prej omenil, da so ta poročila pomembna, kakor je to zdaj, mislim, tako, jaz sproti v resnici razmišljam, ampak Palestinci pravijo Nakba. Jaz mislim, da uporabna katastrofa, zato kar se je zgodilo leta 1948. Izraelski zgodovinar Ilan Pape je potem napisal knjigo Ethnic Cleansing of Palestine. Etnično čiščenje, jaz mislim, da to je v bistvu termin, ki je zelo postal pomemben za nas na Balkanu, ne, z vojnami v Bosni oziroma v razpadu Jugoslavije. In ja, zato je pomembno v resnici, da se dajo torej te neke pravne besede, ne, katastrofa. Res, mislim, da tako pol, hkrati je kle za biti previden, se mi zdi pomemben je uporabljati to pravno govorico, tudi zato, da se v bistvu da ravno to na nek način svarilo, upravičilo, zavedanje, kakšna teža je tam zraven, da se ve, ne, da to mednarodno pravo obstaja, da obstajajo obveznosti, dolžnosti držav. Hkrati pa jaz mislim, kot novinarji imamo tudi v bistvu dolžnost, da se vprašamo, a je to dovolj. Skratka, a če rečemo okupacija ali pa blokada Gaze, a razumemo obleganje, a razumemo, kaj to pomeni, to, kar vse je v bistvu Vafa prej omenjala. In tukaj se mi zdi pa, da včasih potem ta pravni jezik ga je pomembno uporabiti in ga nekako imeti kot orodje, ampak ne pa zreducirati človeških izkušenj na to. Pravzaprav sem hotel sam drugače formulirati to zadnjo misel od Kristine. Jaz recimo na mednarodno pravo nisem pravnik kot Kristina, ampak na mednarodno pravo gledam tako, kot gledam na ustavo. Je orodje, ni pa horizont, oziroma ne sme biti horizont. Ampak to, ko si omenila v vprašanju, da se Zahod predstavlja kot, ko si rekla, Da so zaščitnice mednarodnega kot prava. zaščitnik mednarodnega prava. Mislim, komorkoli, ki ima minimalno znanje o zgodovini zadnjih par stolet, ve, da je to seveda floskula, pravzaprav, ki je diametralno nasprotna od realnosti. In to se je pokazalo. Mislim, vprašanje Palestine je res vprašanje, ki to razgalja. Bolj kot, mislim, da katerakoli drugo vprašanje, ker je ta kontradiktornost v diskurzu Zahoda in v praksah Zahoda tako jasna, ta prepad je tako velik in tako nepremostljiv, da se ne moreš pretvarjati. Tako da glede recimo ICC kot mednarodnega kazenskega sodišča je v primeru ruskega napada na Ukrajino jaz mislim, da je upravičeno izdal nalog za aretacijo zoper Vladimirja Putina. To se res težko verjamem, da se bo to zgodilo v primeru Izraela. Jaz mislim, da bojo iskali, čeprav sta najmanj dve tožbi že vloženi v zadnjih dneh zoper Izrael zaradi očitkov o genocidu v Gazi. Ne verjamem, da se bo to zgodilo, ker ICC, mislim, v praksi velja za sodišče za afriške diktatorje. In zdaj za... To niso razlogi, tukaj so v zadnji tudi čisto praktični razlogi, zakaj do tega prišlo, kako afriške države same odrejajo pravzaprav oziroma sprožajo postopke pred ICC-jem, ker vejo, da same tega ne bi zmogle. Tako da ni to zdaj, bom rekel, to sodišče namenjeno temu, ampak v praksi je izpadlo, da kaznuje Afričane in drugih pa ne. Tako da ne bi jaz računal tle na veliko pomoč.
zakaj in kako se po vajinem razlikuje medijsko poročanje v Sloveniji in drugje o vojni v Ukrajini in pa vojni nad Palestino in zdaj Gaza. In da lani smo o tem smo malo govorili v kontekstu avtonomije medijev, tudi mislim, da se ti zlasti Boris izpostavil, kolikokrat ti dajo priložnost, da pišeš tako ekstenzivno o Palestini, kot pač je bila priložnost, da se piše o Ukrajini, pa o cenzuri seveda, oziroma tudi zakonodaji sprejeti proti ruskim medijem, tako da morda. Jaz sem parkrat sem javno rekel, ne vem, če je tle kdo študira novinarstvo od vas, ali pa želiš študirati novinarstvo. Jaz mislim, da jaz nisem študiral novinarstvo, kar se štejem v plus, ampak bi rekel, da velik del poučevanja novinarstva, predvsem glede delovanja medijev v praksi, predvsem glede uredniških politik, kako nastajajo in kakšni so pritiski in kaj vse oblikuje uredniško politiko, vso to teorijo bi lahko dal na stran in bi pravzaprav se ogromen, če ne zadostno učil zgolj iz primerjave delovanja medijev glede vojne v Ukrajini in glede vojne v Palestini. Ker to, kot sem rekel, to tako razgali ne samo prakso delovanja medijev, ampak jaz mislim, da kar institucionalno navezanost, vsaj na Zahodu, velikih korporativnih medijev na, bom rekel, to, razgali to sinergijo med medijsko, to uredniško politiko, za katero vsi ves čas trdimo, da je profesionalna, vsi smo avtonomni, vsi smo profesionalni, vsi smo nepristranski, vsi smo objektivni. Jaz nisem slišal novinarja, ki bi rekel, da ni. Na ravni medijev to potem še institucionalizirano. Ampak mi je zanimivo, kako je v primeru vojne v Ukrajini vsa ta avtonomija, vsa ta profesionalnost, vsa ta nepristranskost v veliki večini primerov bila nenavadno usklajena z uradnimi pozicijami centrov moči, konkretno v Washingtonu in Bruslju in Londonu in Berlinu in Parizu in tako naprej. Ko je Rusija napadla Ukrajino in je bil ta seveda žar in ta gorečnost nasprotovanja vojni v javnosti in v politiki in v medijih in tako naprej, res močan, je recimo javna televizija v Sloveniji prek spletne strani, to je bilo v času prejšnjega vodstva, je med drugim recimo objavila link in je bil ta dolg časa viden na prvi strani, ko ste prišli na naš portal, link do neposrednega poslušanja ukrajinskega javnega radija. Kaj tazga je popolnoma nepredstavljivo, da bi naredili v primeru Palestine. Nepredstavljivo. In ti da misel, pravzaprav, ves čas poslušamo, ne smeš se angažirati, ko pišeš, ne smeš, postaješ aktivist in tako naprej. In če obstaja sinergija, dovolj velika sinergija, če ta stopnja sinergije, usklajenosti med uredniško politiko in med uradno politiko države, v kateri ta medij deluje in še predvsem pomembnejših centrov moči zunaj tega, je ta aktivizem ne samo dovoljen, ampak zapovedan praktično zapovedan. Palestina nima zaveznikov in to je tragedija, v kateri se Palestinci nahajajo, in zato novinarji, ki se mi zdi ne pristajamo na prevladujoč narativ na Zahodu, smo prisiljeni pravzaprav v pozicijo, ko izpade, da želimo ali pa da gremo vedno kontra nekemu toku. Čeprav je tok tisti, ki gre kontra nam pravzaprav. Tako da, ne vem, to, kako mediji poročajo o vojni v Ukrajini in o vojni v Palestini, mislim, da je tako, se pravi, neprimerljivo. In veliko pove pravzaprav o tem, kdo. Pa tukaj ne bi rad, da me ne boste narobe razumeli, ne bi rad zahajal v teorije zarote. To nam naroča, kako ne pišemo. Ne, to je, mi smo avtonomni v tem svojem odrekanju avtonomije. Mislim, mi smo se sami za to odločili. Ok, pač tako je lažje. To je lažje in tako po tej liniji gremo. Ja, jaz bi se v bistvu strinjala s tem, kar je nazadnje rekel Boris, no?
Jaz niti ne vem, če znam primerjati v bistvu to poročanje na kakšen drug način, kot sam na to, da se mi zdi, da je novinarstvo popolnoma propadlo tukaj. Mislim, tako ali pa novinarji kot neka skupnost ljudi, ki dela približno isto delo. Recimo, mislim, kar je mene pri poročanju Rusija-Ukrajina najbolj zmotil, da se absolutno ni problematiziral te blokade v bistvu ruskih oziroma cenzure novic iz Rusije, ko so prihajale. In na nek način kritično analizirali, kaj to dela nam. Mislim, kako lahko potem kritično poročamo oziroma predstavljamo situacijo pač nekemu okolju javnosti, ki ni tam na terenu oziroma mogoče ne razume vseh teh silnic in nima tega pogleda zgodovinskega ali kakorkoli. Hkrati se mi zdi pa pri Palestini, pa je Chris Hedges napisal v bistvu, da se je on odločil, da je šel, če sem ga prav razumela, v Rafo in da zdaj, oziroma na mejo z Rafo, torej na ta egiptovski del, in da je poskušal priti noter v Gazo. In da pač ni mogel. Ampak bolj zadnjič pa tudi, mislim, da je Ana Tasić poslala nek poziv v bistvu širši skupnosti, novinarjem tudi, da zahtevamo, da pridemo v Gazo. In jaz mislim, da tukaj se moramo vprašati, dobro, skratka, po eni strani največje število ubitih novinarjev v Gazi, in tukaj lahko verjetno marsikdo spet vpraša, kdo pa so bili ti novinarji, so bili Palestinci. Ampak to, kako je pravzaprav, kako smo novinarji pristali na to, da tja se pač zdaj ne more iti, oziroma ne moramo iti. In kako je to zdaj, skratka, tukaj se mi zdi, da smo mi kot novinarji na nek način odpovedali pa zaradi tega tudi, ker se zdi, da se ta pravila oziroma kontrola nad temi nad govorico oziroma nad sliko, ki se jo slika v tem, kar se dogaja, na vse bolj, ne vem, ali pa da je mogoče bilo, ker poskušam razmišljati nazaj, kako je bilo v preteklosti. Pač novice so prišle mogoče z zamikom, ampak so ljudje vsem bili na terenu. Zdaj se pa v bistvu zdi, da na teren novinarske hiše več nočejo pošiljati svojih novinarjev, zaradi tega, ker ne morejo zagotavljati njihove varnosti. Izrael jih o tem pač vnaprej obvesti in Reuters in AFP, da se lahko zgodi, da bodo njihovi novinarji umrli, in na to se kar pristane. Skratka, hiša ti ne dovoli, da greš na vojno področje, zaradi tega, ker bodo, ne vem, lahko odškodnine v primeru smrti previsoke. Novinarji sami pa tudi ne gremo v to. Zdaj vprašanje je, zakaj? Ali zaradi tega, ker pač je možno, da umreš, ali zato, ker potem v bistvu tako izpadaš kot aktivist, torej kot nekdo, ki samo zlorablja oznako novinarstva za nekaj drugega. Ampak tako, in tukaj se mi zdi tudi, da je mogoče pač, da se odpira nam prostor, da razmišljamo o tem tudi, torej kaj pa so zdaj socialni oziroma družabna omrežja, koliko nam lahko ponudijo. Tako, na Tahrirju, ko so bile egiptovske revolucije, mislim, da je bila egiptovska revolucija, se je to zelo videlo kot nek izjemen val, ljudsko ali kako državljansko novinarstvo, poročanje in to. In že takrat se je pač postavljalo vprašanje, komu verjameš, kako verjameš. Zdaj jaz mislim, da imamo novinarji sami pač problem, kje poiskati vere, komu verjeti, a vzeti samo pač lepo pripravljen PR strani izraelske vojske ali pa strani nekega ministrstva, drugih oblasti, ki ti praktično že napišejo članek. In potem reči, to ni dovolj, ampak potem si kar naenkrat soočam s tem, pa kje ne pa dobim drugo stran, kje ne pa dobim druge informacije, kako zdaj to. To je edino, kar pravzaprav mi je dano, mi je omogočeno, mi je dosegljivo. In to vsekakor je skrajno zaskrbljujoče. Tako da... Smem, ko sem si malo uredil misli, mislim, da vem zdaj, kaj sem hotel povedati, pa mi je Kristina pri tem pomagala. Opažam, da mogoče se motim, ampak vendarle, imam kar močen občutek, da ko ljudje govorijo, oziroma ko govorijo o konceptu objektivnega novinarstva in predvsem me moti, ko novinarji govorijo o tem konceptu, opažam,
da pogosto pod objektivno novinarstvo oziroma pod objektivnega novinarja razumejo novinarja, ki se pretvarja, da ne vidi realnosti. Ki sam sebe prepričuje do tega, da ne vidi, kaj se dogaja in govori javnosti o tem, kaj se ne dogaja, kako se ne dogaja, da se ne bi soočil z realnostjo. Velik problem, ko govorimo o poročanju glede vprašanja Palestine in Izraela, predvsem na Zahodu, ker mislim, da globalni jug ima povsem drugo perspektivo iz razumljivih razlogov. Ampak na Zahodu mediji in New York Times je odličen primer za to. Ne rabim navajati drugih virov in drugih primerov, ampak zahodni mediji na splošno se mi zdi ne razmišljajo o Izraelu, ampak o Izraelu fantazirajo. In imajo idejo o Izraelu, seveda, ki ni takšna, kakršen Izrael je, oziroma ni skladna z realno sliko in zgodovino Izraela, ampak je neka slika, ki so si jo mediji in javnost in politika na Zahodu ustvarila v Izraelu in od nje ne odstopajo, ne glede na 6000 ubitih otrok. Ne glede na to. New York Times je, mislim, na 10 ali 15 dni po začetku izraelske operacije v Gazi, ko je bilo tisoče ubitih, ko je bilo ubitih več kot 1000 otrok in tako naprej, ko so te posnetki pravzaprav pretresali vse nas. Mislim, vsi smo gledali na Twitterju in na Instagramu te posnetke, ne bi rad zdaj o njih eksplicitno govoril, ker so preveč šokantni. Po vsem tem je uredniški odbor New York Timesa, torej ne nek zunanji kolumnist, pa ne en posamezen novinar, pa en posamezen urednik, niti ne lastnik, ampak uredniški odbor napisal tekst, ki odraža stališče časopisa kot takega glede tega dogajanja zadnjega. In zakaj pravim, da mediji New York Times o Izraelu fantazira, ne pa razmišlja, ker so v kolumni v tem tekstu 10 ali 15 dni, ali ne vem koliko, po začetku napadov, po vseh teh brutalnostih, ki so bile tako transparentne in jasne, zapisal stavek, da je Izrael v vojni, da se Izrael bori za družbo, ki ceni življenje in varuje mednarodno pravo, ki ceni mednarodno pravo in življenje. Tako so zapisali. In medij, ki pravzaprav je najvplivnejši časnik, najvplivnejši časopis na svetu, in te ljudje sebe res razumejo kot nek svet modrecev, so po skoraj 60 letih nezakonitih naselbin, ki so vojni zločin in ki so očitna kršitev mednarodnega prava, po 16-letni blokadi Gaze, ki je kot oblika kolektivnega kaznovanja vojni zločin, po nešteto napadih na Gazo, po zravnanih celotnih soseskah, po pregnanih 750,000 ljudi, po zapiranju tisoče in tisoče ljudi, vsako leto Izrael zapre samo med otroci 500 do 700 ljudi, torej 500 do 700 otrok sprav v zapore, in to so vojaški zapori, vsako leto. Za njih mediji ne uporabljamo izraz talci, za njih uporabljamo izraz priporniki, zaporniki in tako naprej. Po vsem tem New York Times zapiše, da se Izrael bori za družbo, ki ceni življenje in ceni mednarodno pravo. In jaz bi te ljudi, ki so to napisali, res bi jih objel in bi jih potrepljal in bi rekel, vse bo v redu. In bi jih samo odmaknil stran od kakršnega koli pisanja o tej temi. Ker oni res izhajajo izključno iz fantazije o Izraelu. Oni se ne znajo in se nočejo soočati s tem, kaj Izrael v praksi je, kaj je, bom rekel, osnovno vodilo Izraela kot družbe in kot države, in seveda s vsemi praksami, ki potem iz tega neizogibno izhajajo, in v veliki meri smo to že videli. In to, kar se zdaj dogaja, je neprecenljivo, izključno iz več vidikov je neprecenljivo, ampak predvsem iz tega, da nudi izjemen muzejski praktično pogled v leto 1948. Ko beremo o Izraelu in si mislimo, ob nastanku Izraela je bilo pregnanih 750,000 ljudi, požganih, uničenih je bilo 500 vasi, in to gledamo na neki taki akademski ravni, zgodovinski oddaljeni. Ne, ja, tako je to potekalo. Večkrat sem vprašal, ko vidite bombardiranje Džabalije, ko umre 50-100 ljudi, ko vidite bombardiranje bolnišnic, ko vidite vdore v bolnišnice, ko vidite racije na Zahodnem bregu, kako mislite, da je Izrael nastal? Točno na ta način. Danes je to očitno in transparentno zaradi družbenih
medijev in zaradi medijev nasplošno, ki so bili bolj prisotni kot takrat. In predvsem, tukaj vse moram poudariti to, kar je Kristina rekla, predvsem zaradi dela palestinskih novinarjev, evo zdaj predvsem v Gazi, ki dobesedno tvegajo življenje za to, da mi lahko razumemo, kaj se tam dogaja. In sam še eno stvar bi opomnil, glede vloge medijev in glede te našega pretvarjanja. Če kaj preziram, so to novinarji, ki sami sebe, oziroma mi, ki trepljamo sebe po rami. To je pa stvar, ki je res ne morem prenesti, bodi si, ko gre za RTV, bodi si, ko gre za vlogo medijev na splošno. Ampak mi si radi govorimo, kako mediji pravzaprav, fokusiram sem na zahodne medije, skušajo racionalno, nepristransko, profesionalno predstaviti dogajanje. S čem smo soočeni v zadnjih tednih? Pa ne govorim samo o terminologiji, ampak o nečem, ki je mogoče manj vidno, ampak ima mogoče še večji učinek. In to je, da vsak dan praktično na BBC, na angleških medijih, na vseh zahodnih medijih, na ameriških seveda ne govorim, vsak dan je redno javljanje kakšnega od tiskovnih predstavnikov izraelske vojske. Skoraj da jih poznamo po imenih, škotskimi, avstralskimi, angleškimi naglasi, to je drugo vprašanje. Ampak skoraj da poznamo te ljudi po imenih, ker so tako pogosto v medijih, na televiziji, ker pojasnjujejo vsako akcijo. Včeraj smo videli tiskovnega predstavnika izraelske vojske, ki hodi po bolnici Al-Shifa v Gazi in gleda v kamero in razlaga, evo, tle smo najdeli 5 kalašnikov, tle smo najdeli to, tam smo najdeli to. V redu, mediji ne predstavijo njihov vidik, njihov argument. V redu. Kdaj smo slišali tiskovnega predstavnika oboroženega krila Hamasa? Nikoli. Te ljudje ne obstajajo, te ljudje so nelegitimni, te ljudje nimajo pravice do zastopanja stališč, nimajo pravice do podajanja svojih stališč. Stališča namesto njih bomo podali mi. Mi kot mediji, za mnenje bomo pa seveda vprašali izraelsko stran. Palestina je samo eno od takih področij, tega imate na vseh področjih. Ampak to je zelo jasno, na tem vprašanju je zelo jasno, kdo ima dostop do nagovarjanja javnosti in kdo nima. Poslušali ste podcast Rdeče pese, v katerem ste lahko prisluhnili izsekom iz pogovora o problematičnem medijskem diskurzu o okupaciji Palestine, ki je potekal v sklopu dogodka Branje besede, branje sveta 17. novembra v Pekarni Magdalenske mreže. Epizodi lahko prisluhnete na vseh pretočnih kanalih Rdeče pese, Pesin sok pa lahko ujamete tudi na valovih Radia Marš vsak torek ob 8. zvečer.